V Stožicah je danes na sporedu zadnji krog drugega dela Evropskega košarkarskega prvenstva. Slovenija ima že pred večerno tekmo s Finsko zagotovljeno mesto v četrtfinalu, vprašanje je le, kdo bo nasprotnik naših košarkarjev. Slovenija svoje usode tokrat ne kroji sama, temveč je njen tekmec odvisen od današnje prve tekme med Grčijo in Hrvaško. Če zmaga slednja, bo Slovenija ne glede na razplet večerne tekme osvojila drugo mesto v skupini in se v četrtfinalu pomerila s Francijo. Če pa zmaga Grčija, si lahko Slovenija z uspehom nad Finsko zagotovi prvo mesto v skupini F in dobi vsaj na papirju lažjega tekmeca, Ukrajino. Kalkulacije se nikoli ne splačajo, vedno pridejo za tabo in jaz mislim, da nimamo mi kaj kalkulirati. Z našo igro lahko igramo z vsakim. Dopoldne so se o proračunu pogovarjali predsedniki koalicijskih strank, vlada pa popoldan nadaljuje z usklajevanji. Čeprav so ozračje v koaliciji minule dni razgrila različna programska stališča strank, zlasti zaradi možnosti ukinitve letnega dodatka za upokojence, pa zdaj kaže, da naj bi bila vlada vendarle vse bliže končni različici proračuna. Časa za usklajevanja imajo sicer le še dober teden, če nameravajo izpolniti obljubo, da bodo sveženj dodatnih ukrepov javnosti predstavili najpozneje do 25. septembra. Predstavniki sindikatov pa so razočarani nad ignoranco vlade. Ta se namreč na njihove predloge za izhod iz krize, posredovane pred 14 dnevi, ni odzvala, kaj šele, da bi jih povabila na sestanek. Socialnemu dialogu se ne želijo odpovedati, a opozarjajo, da jih ne gre podcenjevati. Med drugim zahtevajo takojšnjo uvedbo davčnih blagajn. V Sloveniji je povprečna mesečna neto plača za julij znašala dobrih 990 evrov. V primerjavi s plačo za junij je bila nominalno višja za 0,8 odstotka, realno pa za 1,1 odstotka. Povprečna mesečna bruto plača je za julij dosegla 1510 evrov in bila v primerjavi z junijem nominalno višja za odstotek, realno pa za 1,3 odstotka. Povprečna mesečna neto plača za letošnji julij je v javnem sektorju v primerjavi z junijem ostala praktično nespremenjena, v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 1,5 odstotka. Danes po noči se bodo znova spremenile cene naftnih derivatov. Neosvinčeni 95-oktanski bencin in 100-oktanski bencin se bosta pocenila, in sicer prvi za 3,6 centa, 100-oktanski bencin pa za 2,5 centa. Višje cene pa bodo dizelskega goriva, to bo dražje za 1,2 centa za liter, in kurilnega olja, ki se bo podražilo za 1,3 centa. Danes se je začel Evropski teden mobilnosti, v katerem aktivnosti v prizadevanjih za spremembo potovalnih navad ljudi pripravlja 32 slovenskih občin. Dnevu brez avtomobila je namenjena nedelja, 22. septembra, lahko pa ga občine pripravijo kadarkoli v tem tednu. Osrednja tema letošnjega 12. Evropskega tedna mobilnosti je vaš korak za čistejši zrak. Opomniti želi na to, da imajo ljudje sami moč, da dosežejo spremembe v prizadevanjih za čistejši zrak in tako tudi za zmanjšanje pojavnosti številnih bolezni, povezanih z onesnaženostjo zraka. Že majhne spremembe v potovalnih navadah lahko izjemno vplivajo na kakovost življenja in zraka v mestih, kjer so avtomobili glavni onesnaževalci. Danes dopoldan je mlajša ženska, visoka okoli 150 do 160 cm, suhe postave, oblečena v temnejša oblačila, oropala pošto v Marjeti na Dravskem polju. Uslužbenki je zagrozila s pištolo, ki pa je ni uporabila. S pošte je odnesla manjšo vsoto gotovine in po dejanju odšla neznano kam. Le nekaj ur po ropu pa so policisti osumljenko že priprli. Mariborski policisti so bili v soboto popoldne obveščeni, da se na obrežju Drave v bližini hidroelektrarne Mariborski otok nahaja truplo za zdaj še neznanega moškega. Kriminalisti so pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika opravili ogled in ugotovili, da ni šlo za nasilno smrt. Javnost zdaj prosijo za pomoč pri identifikaciji moškega. Še vremenska napoved. Zvečer in ponoči se bo pooblačilo, dež bo postopno zajel vso Slovenijo. Možne bodo tudi nevihte. Jutri zjutraj bo zapihal okrepljen severni veter. Meja sneženja se bo ob koncu padavin spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Čez dan bo dež ponehal, od zahoda se bo pričelo jasniti. Veter bo oslabil. V sredo bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah megla. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. V četrtek bo sprva oblačno, prehodno bo deževalo, sredi dneva in popoldne se bo jasnilo. Danes v dnevniku televizije Maribor.
Okoljske cone, ki so v Mariboru uvedli v pretekli zimski sezoni, letos ne bo. Pod Pohorjem se je včeraj zbrala pestra druščina prezgodaj rojenih otrok in njihovih staršev. S podelitvijo nagrad se je zaključil 7. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.